Borut Peterlin stvari počne drugače. Jaz sem poklicni fotograf sem celo življenje, ampak zadnjih 6-7 let sem se posvetil fotografiji 19. stoletja, se pravi postopkih, ki so se prakticirali od leta 1850 do leta 1890. Kar pomeni, da je pripadnik tako imenovanega gibanja antikvariatne avantgarde in uporablja aparate, ki so, v njegovih besedah, praviloma ogromni in dražji od ene človeške ledvice. Ja, jaz fotografiram predvsem na mehovke, se pravi, če ste videli kdaj kavbojske filme, kjer se fotografi pokrijejo in gledajo skozi kamero in imajo tisti magnezij, ki potem naredi bum, no to je to. Tako da jaz sicer ne uporabljam magnezija, ker je pač ogenj in nevaren, ampak govorimo o tej tehniki. Delo na tak način je zahtevno in dolgotrajno. Jaz na roko naredim vse. Pri steklarju kupim steklo, pri papirnici kupim papir in seveda en kup kemikalij, in potem naredim to steklo občutljivo na svetlobo, ta papir občutljiv na svetlobo in potem naredim fotografijo sam s svojim znanjem. Zaradi tega, ker je to zelo rokodelska obrt, lahko v vsaki tej fazi vplivam na končni produkt, bodi si kreativno, bodi si kvalitativno in na ta način dobim rezultate, ki se ne dajo primerjati z fotografijo 21. stoletja. Skratka, ta rokodelska obrt omogoča ogromno izraznega prostora. Naš sogovornik je eden bolj prepoznavnih Slovencev v svojem poklicu. Študiral je na prestižnih fakultetah v tujini, med drugim tudi pod mentorstvom svetovnoslavnih Oliviera Toscanija in Marka Ostermana. Je pobudnik našega največjega fotografskega festivala, Fotopub. Kar nekaj časa je kot fotoreporter delal pri tedniku Mladina in hkrati prakticiral komercialno fotografijo. Pred leti pa se je odločil iti na svoje. Govorim o letu 2012, ko je bila recesija na višku, in sem jaz na koncu mesečne bilance sem pogledal, koliko sem zaslužil, pa koliko ur sem v to investiral in sem si rekel, če ne bom s tem istimi urami dela zaslužil toliko ali pa saj več svojo umetnostjo, svojo avtorsko fotografijo, potem nočem nič. No, in dejansko sem imel prav in dejansko to je bila ena taka odločitev, ki jo ne obžalujem. A uspeh ni bil in ni samoumeven. Vrednost fotografije ala 19. stoletje namreč ni nekaj, kar bi cenile najširše množice nepoznavalcev. Ta niša je zelo specifična in v Sloveniji ni tega tržišča, kjer bi jaz lahko prodal, kaj šele živel od tega. Zato sem ugotovil, da moram uporabljati socialna omrežja, da pokažem, kaj to počnem. Ampak sam fotografija ni dovolj. Zakaj? Zato, ker gledamo to na računalniških zaslonih ali pa še na mobitelih in to izpade, kot da bi nek Instagram uporabil nek poseben filter. Zato sem se odločil, da moram povedati celo zgodbo, ko ta fotografija nastane, da sem jaz za to fotografijo delal en teden. V ta namen na svojem kanalu na YouTubu objavlja videoposnetke, v katerih na atraktiven in kreativen način prikaže ne le končne izdelke, temveč predvsem postopke njihovega nastanka. Večina umetnikov ne pojasnjuje, kaj počne ali pa zakaj počne ali pa kako počne. Jaz sem ugotovil, če bom šel to pot, bom najverjetneje končal v cukrarni z kakšno jetiko. Jaz nočem biti profesor na neki akademiji, jaz nočem biti komercialni fotograf, jaz hočem biti fotograf, ki dela te svoje stvari in edina način, da ljudje kupijo moje fotografije, moje izdelke, je to, da jih povabim v moj miselni in kreativni proces. YouTube in Facebook sta samo dva kanala, prek katerih komunicira z zainteresirano javnostjo po vsem svetu. Moja marketinška struktura ali pa bi rekel moji prihodki prihajajo iz več vej. Eno je direktna prodaja, se pravi, jaz fotografijo naredim, jo dam na eBay, včasih dam, ali pa praviloma sem dal na eBay kot aukcijo, začenši z 0,99 dolarja in potem, koliko bojo ljudje dali, toliko bojo dali. Drugi prihodek, zelo pomemben prihodek so fotografske delavnice. Ljudje hodijo k meni, govorimo o Straži pri Novem mestu, ljudje hodijo z celega sveta. Tretja veja so knjige, recimo knjige prodajam, na koncu dobivam tudi od YouTubea prihodke od ogledov. Zadnja in mogoče najbolj pomembna veja mojih prihodkov je pa Patreon. To so pač ljudje, ki me spremljajo na YouTubeu. In na koncu mojega vloga jih povabim, da mi plačajo, kupijo čaj ali pa pico vsak mesec.
In teh ljudi je že čez 70 in jaz dobijam okoli 500 evrov žepnine, dobesedno, od teh ljudi. Ustvarjalcem, ki bi radi svoje stvaritve tržili prek spleta, priporoča, da se ne učijo nagovarjati spletne publike. Na internetu je tako, pravi, da občinstvo najde tebe in ne obratno. Internet občinstvo je zelo specifično. Pravzaprav ljudje se trudijo naštudirati, kaj deluje. To je čista napaka. Kar se tiče vsebine, je samo in zgolj pomembno to, da počneš nekaj, kar te res veseli, in počneš nekaj, kar bi počel tudi, če ne bi bilo plačila. In da to delaš strastno in frekventno, in to je edino vodilo, ker na koncu na tolikih milijardah ljudi se bo našel 1 milijon, ki bo pa to, kar ti počneš, najboljša stvar na svet. In takim navdušencem, če tudi jih ni nekaj 100 tisoč, ampak v navednicah zgolj nekaj tisoč, ni težko odšteti par 100 evrov za eno fotografijo. Ali pa pač podpreti delovanje umetnika z mesečnim prispevkom. Borut Peterlin bi se glede na vse svoje reference lahko preselil v katerokoli fotografsko metropolo na svetu, a se je odločil ostati na Dolenjskem. Jaz vidim veliko prednosti, da sem lociran v Straži pri Novem mestu, kot če bi bil v Stari Ljubljani. Zakaj? Zaradi tega, ker nekdo, ki pride recimo iz New Yorka, naprimer, mu jaz lahko več ponudim tukaj je Kočevski Rog, je Krka, so gozdovi in je ta atelje, ki je na železniški postaji, ker je tudi sam po sebi odštekan. Tako da na ta način lahko ljudem, ki pridejo iz mest, iz velemest, ponudim nekaj, kar oni nimajo. Ampak to je samo komercialni vidik. Slovenija, tle, kjer sem, je najboljši kraj za vzgajanje mojih otrok in dejansko sem potem rekel, ok, tukaj bom ostal, tukaj tudi hočem biti, mesto ni zame. Dejansko imam pa delavnice po celem svetu, oziroma po celi Evropi. Sam minuli mesec sem jih imel v Berlinu, Hamburgu, blizu Vinčence, čez naslednji teden grem v Pariz. Tako da imam teh delavnic veliko in dejansko se ne počutim utesnjenega. O načrtih za prihodnost ne razmišlja. Ko bo prihodnost prišla, ugotavlja, se ji bo reklo sedanjost. In takrat, če v sedanjosti ta trenutek ne znaš uživati, zelo verjetno tudi ne boš znal. Jaz sem naredil nekaj napak v življenju, kar pomeni, da živiš za neke dogodke v bodočnosti, da se nekaj odrekaš. Ta nemer se sam preoblikuje. To sem se naučil. Toliko sem pa že časa na tem svetu, da sem se naučil. Pomembno je, da sem spokojen sedaj in temu jaz rečem svoboda.